Evo, takole imamo sestank, borovniška ekipa. Ja, ni ura 4:30, ampak je 5. Samo še malo več, kot maraton imamo do konca. Polovica proge, pa vsi bomo imeli. Živo, živo! Evo, pripravljamo se na neko hudo akcijo. Ema je zadnji, Ivo tlele, pa moja malenkost. Gremo danes v Kočevje. Jutri zjutraj, zgodaj zjutraj štartamo, pa pot po Medvedovih stopinjah. 67 km, 64, v glavnem ogromno kilometrov. Vabljeni zraven, super bo. Gremo k Mavrici. Še malo pa bomo pri Mavrici. Evo, dan prej smo prišli po številke in zdaj treba najti, kje smo. Dobro jutro, se ne kaj vidi, bolj malo. Ura je 4:30 in ful folk je že štartal. Tudi ostala naša ekipa že štartala, samo še jaz pa Ema so tle. In tudi mi, da bo počas zdajle grejo samo še tele jutrne zadeve po kamp praviti, da bo lažje hoditi. Pa štartala, pa se malo javljamo, sploh ko se bo zdanil, da se bo kaj videl. Jutranji utrip. Midva sva že vse zrihtala in greva na štart. Ja, ni ura 4:30, ampak je 5. Tako da tisti glaven šunk, ta glaven val je že na poti. Midva ga bo pa z Emo ujela. Ptički se že slišijo. Že je začel pet, pa na nebu se že malo vidi svetlikanja, tako da počas se dan dela. Mi smo pa še zmeraj v Kočevju. Konec Kočevja se že premikamo proti Rogu. Ful je dobro, ker smo zdaj na travo prišli. Pa včeraj je orang deževal, kot ste videli. In imamo nivo. Je še glih toliko temno, da se ne vidi, kakšna niva je po tleh. Zdaj, ko pa v gozd prihajamo, imam pa od prvega pohoda, ki sem ga delal, imam pa v spominu, da je ta prav blat. Škoda, ko vam ne morem tega blata še pokazati, ker je še toliko temno. Prav zabavno. Zdaj se pa počas že videl, ne, kakšna je situacija. Se je prav hitro, da ni neverjetno. Vidiš, pa je konc blatnega dela, kaj se je dan naredil. Kakšno urto smo na poti, kako nam gre? Blatno. Malo je bil blatno, pa klušten, doživeti. Zdaj smo v takem malo bolj čarobnem gozdu. Ptički pojejo, listi buku se odpirajo. Tako je noro, meglica.
Drugače pa ta pot po Medvedovih stopinjah, to je v bistvu označena krožna pot in jo lahko greš se delati kadarkoli. Ni sam zdaj med tem organiziranim pohodom, ampak pač se lotaš in greš. Je pa res, da 64 km v kosu, pa da vse samo nosiš, in tako je kar izziv zna biti, ne. Je pa mora biti pa takrat, če greš sam ali po neki majhni družbi, mora biti res čarobno, že zdajle te ptički, gozd, kljub temu, da je veliko ljudi okoli, je ful lepo. Sonček počasi vzhaja. Približno urco pa pol smo na pot in izgleda, da prihajamo na 8. kilometer, ki je prva točka za čekirati, za štempelj. Osem kilometrov, kakšna mogočna lipa. Je pa to stari breg. Ne bom pa že malo razgledal. To je, smo drugače na planoti Kočevski Rog. To je visoka kraška planota, kjer ni nobene površinske vode, zato ker je to kraška planota, ne? In vsa voda ponikne. To je tukaj tudi življenje kar precej težko, sploh v preteklosti je bilo. Pa mraz je seveda, sploh po zimi. Kakšne gozdove imamo pod nas. Prav neverjetno. Po mojem, da je danes, da bo najlepši dan v celem aprilu. In glih danes smo mi pohod. Evo, klic v sili, če bi kdo poklical, ali pa glas ljudstva. Ampak gremo tle. Pa smo na 11. kilometru. Ne vem pa, kaj je tole za ena zgradba bila. Bom prebral, pa vam povem. No, to je bilo čas, je bila tukaj vas. Do 55 let nazaj so tukaj živeli. Zdaj so pa samo še ruševine ostale. Dol v dolini je pa še megla. Kakšen neverjeten gozd. Nekje 12. in 13. kilometru gre pa krajša pot po svoje. Ite gremo mi na daljšo, ko smo norci. Prišli na prvo polje Čemaža. Je pa drugače Kočevski Rog, po večini je poraščen z bukvijo pa z jelko. So pa seveda tudi
druge vrste, tudi kar nekaj češenj smo že videla, zdaj tudi smreka je. In tudi kakšne druga drevesa še. Pridite pa pogledat, če mi ne verjamete. Takole se pa najlažje fali pot, ko greš šibaš po cesti, pa markacije pokažejo, da moraš zaviti. Pa če si preveč v debati, hitro pozabiš, da nas pregledaš. V takem gozdu se pa kar pričakuje, da bo kje kakšen brezen, kakšna jama. Iz Listnatega smo kar padali v iglast gozd. Pa če bi lahko prek vseh tale kamerce je super, a ne? Sam vohat pa ne morete. Kakšen von, prav smola se voha noro. Prvo malo bolj strm vzpon na trasi, da bomo malo zadihali, pa se res orenko greli. Poti so mi najlepši, takole, ko je ni preveč naklonov, gozd je itek skozi lep. Tako ptički pojejo. Noro je, noro. Če imate radi naravo, pejte v Kočevski rog pogledat. Če pa vas zanimajo znamenitosti Kočevskega roga, pa pejte pa tudi tle na YouTube kanalu imam posnet video, pa na spletni strani je blog in video. Ja, tole pa zdaj je kontrolna točka na 18-19 km. Tukaj je tudi malo bolj tak pauza, tudi neke burgerje pečejo, vsaj let pa pol nazaj so jih, mislim tudi zdaj ali čevape. Tamle malo naprej je, pa se gre malo nazaj, pa tlele desno zavije. Gre pa pot kje naprej. Juhu, napredujemo! Evo, per imajo, vse imajo. Lušten je tlele. V glavnem, zdajle smo zapustili prvo postojanko. Sem ujel Ivota, pa priključila se nama je še Katja, ki je tudi z Rogatca, pa smo jo podsrečali. Pičemo skupaj naprej. Ema, se pravi sestrica, gre pa samo do polovice. In bo zdaj pač do 33 km gre sama lepo v izi. Kakšne lepe jase so tle v Kočevskem rogu. Po kakšni lepi naravi se mi sprehajamo danes. Samo še malo več, ko maraton imamo do konca. Tamle imamo pa še sneg dol. Kakšno mrazišče. Kva pa tole, a? Prav noro. Gremo spet na sončka.
Evo, ena ful lepa stvar takih pohodov je pa, ko srečaš ljudi, pa jih spoznavaš malo vmes. Tole gospod Andrej, ki je bil eden od začetnikov tega pohoda, še preden se je bilo takole organizirano, so domačini hodili okoli. Tako da, evo ga, zdaj sicer malo ljudi mi hodijo, ampak super je to, ljudi spoznati in vidiš, kako so preprosti pa tako. To je to, gremo naprej, evo. Zdaj sem se počasi začel spenjati proti Rogu, najvišji točki našega kroga, pa tudi Kočevskega Roga planote. Zdaj se bližamo počasi tam okoli 30 km in vsi teli klančki, ki še 10-15 km nazaj niso bili ne vem kva. Človek kar začne malo čutiti noge, pa malo počasneje gre, malo težje. Se že veselim tele pauze vmes, ki je nekje na 33 km na žagi. Pa tam bomo malo pojedli, eno juhco, pa naprej pičili. Še enkrat nas bo malo cesta rešila, da bomo po ravnini se nadihali. Zdaj bomo pa kmalu pod Rogom, se pravi najvišjim vrhom. Bomo s tele ceste gor zavili, pa se na vrh povzpeli, gor en razgled pogledali, pa dol na malico. Evo, pihamo proti vrhu. Tik pod vrhom pa spet polje Čemaža. Pa preučuje. Evo jih borci. Ego. Kje imaš imo? Puščica. Evo ga Rog. Tole pa razgled stolpa, evo. Tole smučišče na Črmušnicah. Tamle je Kum, Nov Mest, Zasavje. Tamle ne vem, kva se vidi, Ribanca pa to verjetno. Ne, v bistvu Ribanca je tle. Tamle prej je bila polna dolina, nekaj že. Tamle je pa Snežnik naravnost, evo ga, pa Kočevje dol. Evo, jezer se tudi ful lepo vidi. Temle pa verjetno Ivan Hudnik poje komad Zelene livade s teboj. Noro, kva lepo. Evo ga, tole je pa Veselica na žagi. Drugače tukaj je bilo, mislim, da pred prvo svetovno vojno, oziroma med obema vojnama so opustili, ampak tle je bila ogromna parna žaga, na parni pogon. Tamle zadaj so še zmer taki veliki tanki za bazeni za vodo. In v glavnem pa 35 km, mislim, da so imeli železnice v Skoterne, tle po Kočevskem Rogu, da so les vozili na to žago. Tako noro. Ja, drugače pa kontrolna točka. Eno, jedel sem se, super juhca. Tlele je bar. Še voda natočam, pa gremo. Ok, prvi del tega našega pohoda bomo zaključili kar tukaj na žagi. Naslednji video bo pa pokazal, ko se bomo žage prebili do konca tega 16-urnega pohoda. Hvala za spremljanje, se kmalu vidimo, čau!